SBC poslovne zgodbe, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Dobrodošli v novem podcastu SBC-ja, kluba slovenskih podjetnikov. O poslovni zgodbi bo tokrat govora. Zgodbi, ki je nastala na morju in tam raste še naprej. Pravijo, da je to področje, kjer je, vsaj danes, težko imeti izgubo. Zakaj? Ker ne glede na krizo, vedno raste. O čem bo govora? O ladjah, jadrnicah, jahtah, skratka o nautiki. In če je kdo pravi sogovornik za to, je to zagotovo Matjaž Murko. En lep pozdrav. Lep pozdrav tudi tebi. Sem se pripravljal na ta pogovor in moram priznati, da sem izvedel bore malo, ko sem po svetovnem spletu iskal več o jadrnicah, več o jahtah, več o ladjah, manj o Matjažu Murku in še manj o Men's Yachtingu, podjetju, ki je sicer 30 let že prisotno. Vi ste direktor, CEO, ne vem, kako se reče, predsednik uprave že od leta 1994, ampak ko pa vprašaš ljudi, ki se s tem malce ukvarjajo, so pa vsi rekli, poznam, Matjaža pa poznam. Kako torej v nautiki vse skupaj? Ja, res je. Še vedno imam isto telefonsko številko kot pred 30 leti, ki je tudi po svoje zelo zanimiva, ker je 777 773. In takih je malo, ne? In še 7 plus 3 je 10, tako da uniki malo verjamo kakšno numerologijo, je to vse srečno in boljše ne more biti. In očitno je vse to tudi nekako pomagalo v tej naši zgodbi, da smo zdržali vse te vzpone in padce, ker v nautiki ni bilo vedno tako, kot ste rekel, da zadnja leta pa je, ne? Ja, zdaj zadnja leta smo spet v vzponu, moram reči. Ta korona nam je kar pomagala, čeprav tega nismo pričakovali. Ampak obrnilo se je pač tako, da hoteli so bili zaprti, letelo se ni in so morda tudi tisti, ki so prej malo oklevali, rekli, pojmo na morje, privoščimo si čoln ali pa vzamemo ga najem ali pa kakorkoli, in je ta nautika še dobila en tak dodatni boost, zagon, ne. Tako da smo, bom rekel, zadovoljni. Ko se pogovarjam z mojo ženo, ona pravi, to bi moralo biti normalno, tako kot je zdaj, ne? Kaj se čudiš, to bi moralo biti normalno, in vse to, kar smo preživljali prejšnja leta, pač ni bilo normalno. Ampak ja, nautika je, sploh ta nautika, s katero se mi ukvarjamo, to je, bi rekel, tisti super luksus. Zastopamo zelo prestižne znamke. Če bi to nekako prenesli v avtomobilski svet, je to Porsche, Ferrari, Maybach, Rolls-Royce, Bentley. In tudi, bi rekel, celo tržišče je moralo izrasti v to, da se začnejo ta plovila, bi rekel, tako prodaja, da je to, bi rekel, tudi nek poslovni uspeh. A se lahko vrneva zdaj čisto na začetek? Kako za vraga lahko Slovenec, res imamo malo morja, ne, prodaja najbogatejšim ljudem na svetu najboljša plovila? Kje ste se zdaj vi našli? No? Dobro, mi smo, bom rekel, kot grupacija zastopamo Ferretti Group v tej osrednji Evropi. Tako. Jaz dostikrat rečem, da je to ta avstro-ogrska Evropa. Mogoče je vsemu temu pripomoglo tudi moje znanje jezikov oziroma to, da sem kot otrok živel v Nemčiji svojega 10. leta in pa smo se starši vrnili v Portorož. In to moje znanje nemščine je takoj omogočilo pač tudi to, da smo začeli zastopati Ferretti grupacijo takrat v Avstriji, Nemčiji. Jaz sem se pred 30 leti ukvarjal z drugimi posli, prihajam iz naftne industrije, bili smo taki, bom rekel, mednarodni traderji, ogromno smo delali z vsemi temi rafinerijami na Balkanu, Češkem, Madžarskem in tako naprej. In smo se gibali v tem prostoru, ko smo že iz tega mojega prejšnjega posla ven poznali kar nekaj, bom rekel, potencialnih kupcev. In ko smo se potem za to odločili, nekako v takratni firmi padel izbor name, ker Matjaž, ti si iz Portoroža, ti govoriš italijansko, ti govoriš nemško, srbsko, eno drugo. In tako da sem bil jaz ta malo, ki sem, bi rekel, od začetka
tako je padel v to in bil za to odgovoren. Pa ste tudi pluli prej? Plus sem, jaz sem kot 10-letni mladenič, ko sem se vrnil oziroma prišel na slovensko obalo v Portorož, starši imajo hišo na Bernardinu, tako da je bilo to v bistvu 5 minut od jadralnega kluba Pirat in tam smo se hodili kopat, fantje, in tam smo zagledali te Optimiste in tam smo začeli jadrati, tako da sem bil kar nekaj let aktiven jadralec, lahko rečem tudi uspešen optimist. Zdaj imam kakšno sliko, ko me Mitja Kosmina gleda in mi zavida, kako jaz stojim s pokalom. Ampak moja jadralska pot se je potem dokaj hitro končala, ker sem se moral malo odločiti med glasbo pa med tem jadralnim športom. Začel sem igrati v godbi na Pihala v Piranu. Kot tenorist, baritonist, potem kasneje pozornist. In potem je kapelnik Pegan takrat mi rekel, slušaj Matjaž, imamo koncert v soboto, ne moraš iti v Split na regato, ne? Tebe rabimo, ti igraš tam tenora, s tebe ne bo šlo. In tako je, bi rekel, padla odločitev, da sem vseeno posvetil glasbi. In potem v nadaljnjih letih sem se s tem, bi rekel, dosti ukvarjal. Jaz sem kar uspešen trombonist. Zdaj tega že 40 let, ne vem koliko, ampak bil sem tudi nekaj let najboljši mladi pozornist v Jugoslaviji. Zmagoval sem na teh takratnih jugoslovanskih tekmovanjih mladih glasbenikov. Tako da mi je to šlo kar dobro od rok, no, to trobilstvo. In ob vsem tem sem potem tudi hodil na srednjo glasbeno šolo, malo ob klasični gimnaziji. Sem se vozil še iz Pirana z avtobusom v Ljubljano. To je takrat izgledalo tako, da sem šel ob 11 iz Pirana, iz gimnazije in potem 3 ure z avtobusom na glavno avtobusno postajo po Miklošičevi peš, vse do srednje glasbene na Vegovi, zvečer do 7 v glasbeni, pa nazaj, pa ob 11 spet prišel domov. In danes, ko mi nekdo reče, da je utrujen, ali da se mu ne da, ali da ne more, se dosti krat začudim tem mladim ljudem. Mi smo bili res pripravljeni marsikaj narediti. In odkot vas je potem zaneslo iz glasbenih vod pa v brokerstvo? Nikoli nisem igral, v teh mladostnih letih sem bil tudi član nekaterih bendov, potem smo igrali po teh portoroških terasah in tako sem preživel nekaj let. Lepo mladost, ne? Lepo mladost in vsi ti, ne vem, od Slavka Ivančiča naprej, vse te glasbenike še danes zelo dobro poznam, ker smo se takrat pač dosti družili. Ne samo to, napisal sem potem tudi neki pesmi za slovensko estrado, če smem tako reči, od Marte Zore, Alenka Godec, Damjana Golavšek, tudi Slavk Ivančič je pel na mojo pesem na Melodijah morja in sonca, skupaj z Rosano, ki je takrat bila, bi rekel, v našem bendu tudi, tako da sem mi zdi 2-3 nagrade strokovne žirije tudi pobral. Ker mogoče poznaš kakšno mojo pesem tudi. Vse lahko zapojte, pa bova probala, ne? Tako da takrat se tudi začel malo s to kompozicijo ukvarjati in s klavirjem malo več ukvarjati. Že tako si nekako primoran, če kot trobilc študiraš in si na srednji glasbeni, se moraš tudi učiti klavir in to me je vedno zelo veselilo. Tudi sestra je doma igrala klavir, tako smo ga imeli. In sem se temu potem v kasnejših letih dosti posvetil, tako da danes za prijatelje kdaj rad sedem za klavir, pa zaigram kakšnega Elton Johna ali kaj takega. Ja, to pa sem slišal. Ne? A to ste slišali? To sem pa slišal, da ko se pa organizirajo te prave pomorske zabave, imajo pa kar veliko not, taka najprej vse v belem, potem pa note potegne ven Matjaž in zaigra in da je to vrh te zabave. Ne? Ja, tako potem lepo ste je. Kar znani, no? Ta piano bar je kar lušna stvar, ljudje se to malo poveže. Prihajam ravno kar iz Beograda tudi, kjer smo imeli v okviru sejma
potem en večer v hotelu Square Nine, rekel tak riva aperitivo party in smo vrteli res izključno samo tisto staro italijansko glasbo iz 60, 70, 80 let in vse ti aperitivo, ti italijanski aperol šprici, negroni, gin tonic, portofino, tako je bilo zelo lušno, dosti ljudi je prišlo in spet se je končalo na klavirju, ne. After party je bil na klavirju v hotelu Hola in smo se lepo imeli, no. La vita je bella, je to nek tak vaš moto morda? Ja, bi rekel, ljudje, ko pridejo k nam, ne pričakujejo samo, da kupijo jahto in da je to, ne. Mi res poskrbimo za njih 360 stopinj, ne. Od posadke, zavarovanja, veza, restauracije, kje boš dobro jedel, kam boš prišel. Prodajamo tudi destinacijo kot tako, vedno smo rekli main yacht, Adriatic Yachting Specialist. Tako da nam je bilo to zelo pomembno, da ljudi odkrijejo tudi Jadran skupaj z nami, ker verjamemo to, da je Jadran res ena enkratna destinacija in to se v zadnjih letih tudi dokazuje. Tako da lifestyle je v našem delu zelo pomemben, no. Dosti ljudi, ne vem, še ni bilo v Monte Carlo, ne ve, v kateri hoteli, kje jest, isto velja, ne vem, za Saint-Tropez, Cannes, Sardinijo, zapravi, skoraj da ni mesta v tem mediteranskem prostoru, kjer vas ne bi znali dobro usmeriti, kjer ne bi koga poznali, da bo poskrbel za vas. Ampak ko se je pa začelo leta 1994, takrat je bilo pa to popolnoma druga stvar. One man band ste enkrat rekli. Ja, začeli smo zelo tako skromno, ne. Koliko jaht ali pa teh čovnov ste takrat lahko sploh ponudili? Koliko je bilo kupcev zanimanja? Moram reči tako, da ko smo začeli prvo leto, nismo prodali nobene, ker ni to šlo kar tako, ampak moram pa reči, že tako je naslednje leto. Naš prvi kupec je bil Gaston Glock in tisti, ki se malo spoznate na Glock in na pištole. Prav on? Prav on, ja, prav gospod Glock osebno, kupil takrat Pershinga 70 in to je bilo za tiste čase, je bila to mega jahta. Tako da sem se s tem ukvarjal nekaj mesecev in pač vstopiš tako v ta svet teh super bogatih, ne. Pri njemu je bila mogoče ena taka anekdota, poleg tega, ne vem, da smo leteli vedno z njegovim privatnim avionom in da nas je pač povabil, da poletimo z njim iz Celovca v Ancono, kjer smo gradili to jahto in tako naprej. Je bil on po eni strani zelo bogat, po drugi strani pa zelo škrt. In ponavadi, ko greš v kakšni stranki na obisk, tako te povabi tudi na kosilo. Ne? In jaz sem bil pri njemu tukaj v Celovcu, v fabriki in tako se mi pokaže ta fabrika, res super avtomatizirana, 30 let nazaj, ne, vse na mikrone se je mirilo to, te pištole, te cevi, in to, če to ni bilo na mikron natančno, to roboti so to tako vse ven vrgli. Tako. To je v Ferlahu tukaj, tako ko priješ čez, ko se reče to slovensko Ferlah, v tej vasi tukaj, ko priješ čez Ljubelj. Takoj na... Ja, dol, ko greš v, sem pozabil slovenske naše ime. Tam tudi so to puškarstvo zelo znano in tako naprej. Ne. Tega nisem vedel, da je tako blizu to. Ja. Okay. Tam je ta super moderna fabrika, se to zgleda kot ena utrdba, bi rekel, vse skupaj. Ne. In tem, ko sediva in se pogovarjava, on nasproti mene za pisalno mizo in tako, ne, potem je imel na slik, nad sabo je imel sliko Arnolda Schwarzeneggerja in sebe, ker pač Avstrijci držijo skupaj in tako naprej, ne, in Glock pištole so takrat postajale vedno bolj popularne v Ameriki, v vseh teh filmih so se pojavljale in tako naprej, ne. In pol vidim, da nekaj počne pod mizo, ne? Tako si vzel malo ven en sendvič, ne? In je začel tako pred mano jesti.
Sem rekel, danes očitno ne bomo šli nikamor, smo tukaj končalo. Ne. Tako da, tudi ko smo prileteli v Italijo, in ponovadi je to en tak protokol, da človeka, ko pride na delnico, pokažeš proizvodnjo, eno drugo, in potem kam greš v italijansko restauracijo in imaš kakšno dobro pašto in to in uno. Ne. To za njega sploh ni bilo zanimivo. Spet smo jedli samo sendviče na avionu in to je bilo to. Ampak z nakupom je bil pa zadovoljen, ne? Je bil zadovoljen, moram reči, da je on takrat, bi rekel, z to svojo neko trmo tudi pripravil ledenico Pershing do tega, da je naredila prva steklena vrata na open plovilu. Pravi, govorimo o teh športnih linijah in takrat od zadaj ni bilo pač nobenih vrat. Ti si imel samo kokpit ogromen in Pershing je že takrat imel model, ki samo je, bi rekel, ne električno še, ampak bi rekel, ročno se mu je odpirala vsa ta streha. Že to je bila velika stvar, ker prej so bile to samo neke cerade in tako naprej, ne. Ko je bila integrirana ta streha, ki se je lepo lahko odprla, ni dobrih 5-6 metrov, tako da si imel sonce v kokpitu. Ampak njemu to ni bilo dovolj, ker želimo tudi klimo v tem kokpitu, v tem zgornjem kokpitu. Ne. In pa je rekel, vi morate narediti tukaj vrata. Ne. So rekli, ja, to lahko zaprete z eno cerado in tako naprej. In s tem so nikakor ni strinjal, kakšna cerada, da mi narediti prava vrata. Ne. In tako je nastal, bi rekel, prvo open plovilo z pomično lepo streho in z steklenimi vrati. Potem smo tudi to na Pershingu 65 aplicirali in tako naprej. In danes, bi rekel, imajo vsa ta plovila po, 60 fitov navzgor imajo tudi ta športna open plovila, steklena vrata. Ne. Smo bili pa prvi. Ne. Glokova vrata. Ja. Pershing je bil zelo inovativen v tem smislu. Ne vem, koliko naši poslušalci to poznajo, ampak Pershing je bil v tistih letih pionir v uporabi površinskih pogonov. Takrat ni proizvajalec, zato je bila ameriška firma Arneson, Twin Disc Arneson. In ti propelerji se tako montirajo na plovilo, da so na krmenem zrcalu. Torej, to ni tako klasično od spodaj pod trupom pride ven osovina. Ne, to je, bi rekel, na krmenem zrcalu. 2 osovini, ki sta pomični, z dvojnim kardanom, levo, desno, gor, dol in potem ti propelerji res delajo v eni zelo kompaktni vodi izza čolna in s tem tudi nastane ta efekt te pirjanice, ki ga potem vidimo izza Pershinga. Ne. To meče vodo, rekel, 20 metrov. Ne. Zdaj, odvisno, koliko visoko jih tudi postaviš, lahko tudi špricaš samo lufcem, potem ni te prave potisne moči, ne, tako za hec lahko tudi to narediš. Ne. Tako da je Pershing v tem bil že zelo inovativen, da je dosegal te hitrosti in je moral potem tudi trup prilagoditi tej hitrosti plovila. In to dosti ljudi ne razume. Ne. Pravi, Pershing je zelo drago plovilo, to, uno, ja. To je malo tako kot v avtomobilskem svetu Porsche. Ne. Se pravi, ti, ko imaš en avto s tako nenormalno veliko močjo motorja, moraš prilagoditi tudi celo šasijo temu. Ne. Tudi, zavore moraš prilagoditi temu. Ne. In ravno tako je, bi rekel, tej gradnji takih hitrih plovil mora biti več reber, materiali mora biti lahki, morda oprema tega plovila ni toliko luksuzna, da ne moš uporabljati marmorja tega, onga, ker potem ga spet toliko obtežiš, da že motori sami po sebi so toliko težji, da bi dosegali te hitrosti. Ne. Je pa izkoristek potem teh površinskih pogonov cirka 30% boljši. Tako da pri isti porabi, ker motor ne ve, kje je, ali v Pershingu, ali v kakšni ladji, ki dela samo 12 vozlov, ne, on pač vrti svoje obrate. Ne, in potem vprašanje teh pogonskih sklopov, koliko več lahko, bi rekel, na uro prepotuješ. Ne. Pershingi v principu porabijo manj goriva, pa isto goriva kot bistveno počasnejši
počasnejša plovila. Ne. A ste v 30 letih torej bili poleg vseh teh norih spremembah tudi v ladijskem razvoju, v navtičnem razvoju? A je zanimiv ta razvoj? Je zdaj, ko pogledate nazaj na ta prvi Pershing, torej pa danes? Ja, k temu sem nekako želel tudi pripeljati zgodbo v še eno stvar, verjetno bi poslušal tudi kdo iz tega navtičnega sveta. Danes vsi poznamo te besenconi, gangwaye, pasarele in tako naprej. Ne? Ampak Pershing je bil v principu tisti, ki je prišel v besenconi in rekel, glej, imam težavo, ker imam pač arnesone montirane na krmnem zrcalu in ker sem jih moral pokriti, imam zdaj odzadaj ogromno platformo. In zdaj iz plovila nikakor ne morem ven. Ne? Spravi, potrebujem nekaj, da bom lahko izstopil, ker prej so bile te pasarele, ti gangwayi so bili v glavnem obešeni na te device, kakor mi rečemo, spravi, dva taka nosilca od zadaj po krmi in si imel to pasarelo, ta dvižni most, kako bi ga imenoval slovensko, in to je bilo na nekih špagicah in to je bilo to. In potem si šel ven in notri, sam nisi imel nobene platforme v tem smislu. Ne. Pershing je pa zdaj imel, ker je moral pač zaščititi in pokriti, da ti ljudje pač ne padejo na te arnesone. Ne. In je besenconi rekel, ok, mi to lahko rešimo in tako se razvile te prve pasarele, ki so bile, rekel, hidravlično potem podprte, so se dvigale, spuščene in so imeli v sebi, rekel, podaljšek, ne, da si lahko res tisti prvi fiksni del, ki je dolg, 2,5 metra, 2 metra in potem še 2 metra, 1,80 m ven in preko tega si potem ti lahko sestopal s plovila. Ne. Tako da je tudi, rekel, ta inovacija plod nekako Pershinga kot takega. Ne. Potem se je pa še Ferretti moral upetljati, ne, seveda. Vezno, ja. Ker potem, ko sem malo bral, kako je ta vaša zgodba nastajala, z te prve prodane jahtice, danes jih koliko prodate? Ali pa, dajva najprej reči prodati, potem pa še najem? Ja, bi rekel tako, glede na to, da smo korporacija in delamo od Češke, Madžarske, Avstrije, Nemčije, cel Balkan, pokrivamo tudi Albanijo, smo nekje pri 15 do 20 plovilih letno, ampak te stvari se zelo spreminjajo, ker nekoč smo prodajali več manjših bark, ne? Danes so ta plovila bistveno daljša, ne? Tako da bi rekel, vrednosti rastejo, tudi v Ferretti grupaciji je tako. Ne? Imamo zdaj nekje okoli 220 plovil letno, ker je malo, ampak če bi pa seštel, kakšna dolžina je to in kakšna vrednost je to, mi smo zdaj skoraj na milijardi 100 na leto? Evrov na leto. Ta vrednost je zelo porasla, nekoč je bilo to, ne vem, v tistih kriznih letih je bilo samo 350 milijonov. Ne. Koliko je največja jahta, ki ste jo prodali, recimo? Trenutno smo tukaj nekje na 42 metrov, 46 metrov. Kaj pa vrednost? To se giblje tam okoli 30 milijonov. Rekli ste Nemčija, Češka, Albanija, Avstrija. Kje so najboljši kupci? Kje so tisti največji moreplovci? Ja, tudi to se stalno spreminja, bom rekel. Kakšno leto prodamo na Hrvaškem malo več, pol v Srbiji malo več, pol se pojavi kakšen Čeh, ki recimo kupi kakšno večje plovilo, pa se pojavite 2-3 stranke. Tako da stalno to se spreminja. Težko bi rekel, dokaj bi rekel, enakomerno razporejeno po vseh teh tržiščih. Tudi za te jahte velja kot za jadrnice, ali pa za čolne nasploh, da si dvakrat srečen, ko kupiš pa ko prodaš. Ja, to je ena taka stara anekdota. Jaz bi prej rekel, da jahta je zadnja stvar, ki jo kupiš, in prva, ki jo prodaš, ko se ti življenje recimo spremeni. Lahko zaradi različnih vzrokov, ali finančnih, ker stvari ne grejo več tako, ali pa zdravje, ali pa se v družini spremenijo stvari, ljudje se zaljubijo, odljubijo,
ali pa družina, ali pa majhni otroci. Tako, v življenju se marsikaj dogaja, da te pripelje in spet odpelje iz nautike. Ampak mislim, da nekdo, ki je enkrat doživel ta način dopustovanja pa preživljanja prostega časa, ko se ti svobodno giblješ iz otoka na otok, iz zaliva v zaliv, ker si rekel, ne rabiš klica zdaj hotela, imate še kakšno prosto sobo, pa moš tam ostati en teden, pa če ti ni všeč, si že plačal in tako naprej. Ne. Pa ležiš mogoče potem na plaži tam med 100 gosti, pa imaš neke glasne Ruse, pa še glasnejše Italijane in tako naprej. Ne. Res imeti to svojo hišo, to svoje plovilo na morju in se odločati, kam greš, daj greš, koliko staneš, da je to en tak poseben občutek. No? Tudi odkrivaš nove stvari, kateri so taki morjeplovci, da se tudi upajo malo dlje, pa rečo zdaj pa kakšno leto v Turčijo, Grčijo, pa sem spustil na Malto, ali pa Sardenija. Mislim, res Mediteran je tako lep in po svoje tudi varen. Tudi druga morja, vsako morje ima neke svoje značilnosti, ampak lahko rečemo sploh Jadransko morje, da je za tako plovbo in preživljanje prostega časa enkratno. Ja. Vendarle sva pa zdaj v Sloveniji, a ne? V Sloveniji imamo pa zelo nenavaden, zdaj sem izbral lepo besedo, odnos do tistih, ki si lahko kupijo takšne jahte. Ne? Zavist, pa še kaj bi tukaj lahko zdaj dodajal. Kdo so torej ljudje, ki si pa zaželijo in si lahko privoščijo tak dopust, hišo na morju, pa vendarle potem ne gledajo, da ko potisnejo ročko do konca, koliko je ravno kar evrov steklo v morje. Mislim, tako če gledamo vsa ta naša tržišča, moram reči, da v Sloveniji je glede na majhnost Slovenije izredno dosti morjeplovcev oziroma dosti ljudi, ki je zaljubljenih v nautiko in je pripravljeno v to tudi investirati velik del svojega premoženja. In v glavnem ti, ki to naredijo, že to ni samo iz nekega prestiža, ampak vidim, da 8 njih od 10 resnično ta plovila uporabljajo 60 plus dni. Ne. Imamo tudi nekoga takega, ki ga poznava, ki je svoje plovilo poimenoval drugi dom. Ne. Se pravi, več kot to. Res rad. Ne, ja, ne moreš. Ne. Ni zgolj naložba. Ne moreš. In res bi rekel, to se mi zdi zelo pomembno, ker mogoče v tujini kdo tudi kupi plovilo samo zato, ker je slišal, da je to fancy. Ne. Pa ne vem, imamo kakšne, ker zdaj trenutno ne moramo delati več z Rusi, ker se je zgodilo, kar se je zgodilo, ampak imamo tudi ruske kupce, pa poznamo ruske nautičarje, kjer je to dosti samo prestiž. Ne. Barka mora stati tam in tam, pride, se malo pokaže in ni tistega pravega ljubezni. Ne. Torej, to niso, da razbijeva kakšen ta mit. Ne gre tukaj za neke bogate industrialce, neke ljudi, ki imajo preveč denarja, pa ne vejo, kaj bi počeli, ko govoriva o vaših kupcih. Glejte, mislim, da ko analiziramo bogatstvo teh ljudi, ki tudi recimo vlaga v nautiko, od 10 bogatih, ki si to lahko privoščijo, mogoče samo 2 kupita plovilo. Ostali se ukvarjajo, z avtomobili, se ukvarjajo z letali, ne? Z jago, recimo, imajo velike gozdove, hodijo tja, bi rekel, na lov. Pa imaš recimo golfiste, imaš ljudi, ki so zaljubljeni v golf, ki so, bi rekel, tudi izredno premožni in mu ne pade na pamet, da bi si kupil plovilo. Tako da bi rekel, govorimo o teh HNVI, High Net Worth Individuals, ni toliko teh, ki zdaj bi rekel, imajo denar, zdaj pa si bodo obvezno kupili jahto. Ne. Ker jahta je povezana tudi z dosti skrbi. In to je, kar si ne želiš, ko nekaj kupiš, da boš imel za eno veliko skrb. Ne.
kar moraš zaposliti posadko, moraš skrbeti za to, da bo to vse potekalo. To je kot ena firma, ne? Na koncu. A ta del prevzamete vi? Prav, s čim vse se torej Ja, ukvarjate? mi- Ne gre samo za to, da hvala lepa, tukaj imate in odpeljite. Ne, mi se ukvarjamo tudi s tem delom. Ne? In potem prve 2 leti, dokler se vsa ta garancija odvija, je že to, bi rekel, velik del. Ne? Pri nas dela, ne vem, 40 ljudi v after salesu in v servisu. Ne? Tako da poskušamo, ne vem, večji del teh stvari upravljati in servisirati z lastno ekipo, strokovnjakov, medtem ko vse pa tudi ne moreš. Ne? Tako da delamo tudi z dosti poslovnimi partnerji, ki nam potem vse to rešujejo. Ampak kupiti jahto je kar zahteven projekt. No? Zato se moraš odločiti in mora biti tudi nekako tvoj way of life. Moraš se potem, moraš kar, ne vem, tudi vikend ne narediš, pa potem tja ne hodiš. Ne? Pa ko to ugotoviš, da ni te prava stvar, ga mogoče spet prodaš. Tako da je to kar zahteven projekt in preden se mogoče tudi ljudje odločijo za to, lahko preizkusijo, kako to sploh izgleda skozi najem. Ne? Da grejo recimo malo v čarter, pa grejo 1 teden, 2 tedna, pa malo na to barko, pa uno barko. Imamo eno stranko, ki že 5 let sistematično najema plovila, da bi razumel, kaj bo kupil. Govorim tukaj, ne vem, tudi dokaj velikih projektih, 40, 50, 60 metrov, kaj bom naredil. Ne? In da bi rešil, da bi ta pravo odločitev sprejel, pač najema zdaj in da vidi, kako se to zgleda. Ne? A vi jo imate? Ko pravijo Kovačeva kobila in tako naprej. Ne. Vedno bi rekel, imamo kakšno plovilo, ki se stvari tudi jemljajo pod račun, eno, drugo in tako, ampak tudi meni so se stvari v življenju non-stop spreminjale. Nekaj let smo se družinsko, rekel, zelo s tem ukvarjali, potem je sin imel svoje plane, pa pride v mestu tudi malo kakšne bolezni, pa malo starši, pa eno, pa drugo, tako da vsako leto ti tudi ne uspe biti na morju, ampak je pa lepo, no, če si utegneš vzeti. Se pravi, jo najamete in odplujete nekam, kjer imate svoj mir. Ja, tudi to. Moram reči, da zdaj zadnje čase zelo uživam v teh naših tehnohal gumenjakih. To so taki zelo hitri gumenjaki. Moraš živeti v tej hitrosti na morju. To nas je tudi takrat pripeljalo v Peršin, ker nas je fasciniralo teh 50 vozlov. In ti gumenjaki pa delajo zdaj tudi po 100 vozlov. Tako da je tisti malo adrenalinski šok zraven. So pa zelo varni, zelo dobro se počutiš, imajo izredno zanimive narejene trupe. To je sicer grški proizvod. Mi smo mislili, da Grki se znajo ukvarjati samo s turizmom, oljkami in metakso, ampak moram reči, da tukaj v tem delu so res naredili svetovni proizvod in zelo dobro jih prodajamo, predvsem tudi za te velike jahte kot tenderje. Ker kaj se je zgodilo? Na velikih jahtah so zdaj gumenjaki v glavnem vsi v garažah in ti gumenjaki so, zato ker so v garaži, manjši, kot bi lahko bili, recimo. Ne? In potem še pride to, da lastnik jahte prej svojo manjšo jahto vozil sam, zdaj pa ima večjo jahto in ima kapetana, se pravi, da jo ne vozi več sam. In vse, kar mu je ostalo, je ta gumenjak, ki je majhen v garaži, nezanimiv, tako rekoč. Ne. In ti tenderi so pa, ne vem, tam od 7 metrov naprej, ne, 7, 10, 12. In to so pa že take lepe igračke. Ne. Tako da tudi to vlečejo potem iza sebe. Ne. To so, bi rekel, ker so maloži in tako narejeni. 2 vrvi in potem jahta ta velika gre in to ti do 22-24 vozlov brez težav, bi rekel, vlečeš za sabo. Velika jahta se sploh ne občuti, ne vozi tak čovn za sabo, ne nobene razlike ne uporabi, ne čemer.
In pol pač lastniki na tem uživajo, ker imajo zdaj eno lepo igračko in barka je privezana na Hvaru in ti lahko skočiš v Split, na Korčino, na Vis. To ti je potem vse naenkrat blizu. Ne? In na koncu tudi, če greš do restauracije, pa zvečer v mesto, če te odpeljejo, imaš en konkreten čoln, ne pa da te tam zmoči v Williamsu. Velike jahte, 4 metrov. Ja, to je malo res postal problem. Da... Rekli ste, ko sestavimo tudi ekipo, je veliko Slovencev v teh ekipah, ko potem plujejo z lastniki jaht, ne vem, kapetani, mornari. Ja, mislim, da je kar nekaj slovenskih kapetanov imamo. Ja. In v naši floti in tudi pri konkurenci vidim, nekateri tudi živijo tukaj po Kanu, Monte Carlo, da so fantje Slovenci, kar nekaj dobri morjeplovci. Ja. So dobri morjeplovci in mislim, da jih privlači tudi malo ta način življenja, da si pač na teh lepih lokacijah. Tudi plače so zelo dobre. Reč, da tiste 3-4 mesece, ko delajo, potem po zimi počivajo, malo skrbijo za barko, so te plače res nadpoprečno visoke. Ne. Tako da nekdo, ki je zainteresiran, vedno ni lahko, zato ker si nam relativno majhnem prostoru, z ljudmi, ki jih ne poznaš, moraš se prilagajati, oni se kopajo, uživajo, ti si vedno v majčki, srajčki, ne. Ni to zdaj uživanje v tistem smislu, ampak je pa to eno lepo življenje. No. Mogoče, ne vem, če imaš družina, je to težko, ker te nekaj mesecev ni, ampak mislim, da se vse več mladih ljudi odloča za to in ni to slabo. Zraven jadralske šole Pirat je tudi šola, ne, prav pomorska, slovenska. Torej je to neka prihodnost, ne, ko smo, ne vem, prodali slovenskega ladjarja, smo se vsi spraševali, kaj pa zdaj, ne, saj sploh nismo več pomorski narod, ampak vendarle je to neka taka niša, kjer pa lahko najdejo dekleta in fantje svoj. Ja, mislim, pot, vem, da dosti teh danes obstajajo tudi paralelne poti šolanja. In pravzaprav tisti, ki hodijo na pomorsko in višjo pomorsko šolo, se bolj odločijo potem za to komercialno, trgovsko mornarico ali pa krujzarje, in delajo bolj na teh stvarih potem. Ne. Tako da v to našo nautiko jih prihaja bolj malo s temi šolami. Ne. Ampak se vzporedno šolajo, fantje so končali kakšne srednje šole in iskali kakšne službe, vidi, da ni nič pametnega, kar jih zanima in padejo to nautiko in potem naredijo se te potrebne izpite od varnosti in pač te nautične izpite za to, kar morajo imeti na Hrvaškem, nekaj šol, pa tudi tukaj v Portorožu je šola poleg klasične srednje pomorske šole, kjer se lahko ti izpiti upravljajo in se vkrcajo, najprej verjetno kot kakšni prvi oficirji, malo vidijo se to, kako poteka, pa kakšni deckhandi, malo perijo tik in barke. Ne. Ampak pomanjkanje je veliko kadra v tem delu. In smo se tudi zdaj odločili ponovno, da bomo odprli en oddelek, ali celo firmo, ki se bo ukvarjala s tem. Kot nek skauting in tudi kot neko izobraževanje, ker na koncu tudi, ko imaš kapetana, ki je lahko recimo zelo dober, v smislu, da dobro priveže barko in se razume, bom rekel, te vremenske in stvari, pa mogoče tudi v tehniko, zna pa pripraviti zajtrka ali pa odpreti flaše šampanjca, tako kot se spodobi. Ne. Tako da na eni barki od 20 metrov se ti zna zgodi, da si sam, ne. Nimaš nekih stewardess pa. Ne. In tukaj bi rekel, si te malo odgovoren tudi za vse. Ne bom rekel, da si tudi kuhar, ampak tudi to je treba, tudi tega se je treba lotiti. Ne. Da kakšno pašto skuhati ali pa ne vem, pripraviti zajtrk zjutraj, ko pridejo lastniki ven iz kabin, da je že malo nekaj pripravljeno. Ne. In dosti ljudi to ne zna. Ko sem začel najin pogovor, sem rekel, da ste pač v poslu, kjer
gre vedno navzgor. Res je, zdaj se morajo dotakniti tiste krize, to je bančna kriza, verjamem, da vsi še dobro poznajo in se spomnijo, ne, takrat so banke ugotovile, da so se malce zakalkulirale, ne, in takrat so padale velike firme, gradbinci in kar naenkrat se je to poznalo pa tudi v poslu navtike. Ne. Kaj se je takrat pravzaprav zgodilo? Kar naenkrat je bilo na tržišču en kup nekih bark, ne? Ja, mislim, tak balon je nastal. Tudi banke so v tej euforiji, bi rekel, začele financirati vse povprek. To je bilo pred krizo, a ne? Ja, ta leta, 2006, 2007, 2008. Ne. Mogoče pri nas je bila nekako najbolj razvpita afera z Hypo Alpe Adria, ne, ki je nekaterim pač financirala barko brez lastne udeležbe, ali pa so se tukaj dogajale razne mahinacije, recimo, da so se te vrednosti povečevale, pa se niso odbijali diskonti, ki so si jih dobili in tako. Tako da, ko je nastala potem kriza, se je zgodilo to, kar sem prej rekel, ne, zadnja stvar, ki jo kupiš, ima potem prva, ki jo prodaš, ne, in to je en tak luksus, ki ga, bi rekel, ne potrebuješ, avto rabiš, ker se moraš z njim zapeljati in reševati situacijo in je to neka, ne. Barka je pa res velik strošek in je namenjena samo uživanju. Ne. Še avion privatni rabiš, ne, ker njemu ne spiš, pa ne uživaš, ne, se pač pelješ, odletiš nekam. Ne. Tako, te jahte so res en zelo drag luksus. In rekel, še bolj kot te naše banke, tukaj so bile agresivne italijanske banke, ki so kupce dobesedno nagovarjale v tem smislu, da zakaj bi kupil 50 čeveljsko barko, če si lahko kupiš 70 čeveljsko z istimi ratami, ne? Ker ne boš dal tvojega vložka 50%, samo 10%, ne? Mi ti bomo vseeno to financirali, kupi si večji čoln, ne? Potem so imeli še take variante, da so prva leta odplačevali samo obresti. In potem so imeli kao maxi payment z glavnicami in tako naprej. Ko se je to začelo po 3-4 letih rušiti, je bilo res vse narobe, ne? Ampak ste preživeli, ne? Ja, mi smo preživeli. Za Ferretti grupacijo je bilo malo težko, ker smo bili nekje ocenjeni na neko vrednost od 2 milijardi evrov. Imeli smo prodane nekje okoli milijardo evrov plovil. In res je bila grupacija zelo močna in potem je to vse skupaj padlo naenkrat na 350 milijonov. Ne. Tako da ta vlak ustaviti, so to veliko proizvodnjo ustaviti, ne, ni tako enostavno. Ne. To je kot vlak, ki drvi. Ne. Ti ne moreš, da je bum, zdaj pa bom jaz odpustil vse naenkrat, ne, ker imaš sindikate, imaš najeme teh proizvodnih prostorov, imaš podpisane pogodbe z vsemi dobavitelji in tako naprej. Ne. To je, bi rekel, cela... Ampak skozi to so šle, bi rekel, vse velike grupacije takrat. Nas je prizadelo malo bolj, ker smo v tej krizi, nas je kupil en velik angleški fond, ki je za to najel spet kredite pri skoraj 90 bankah, to je bančni konzorcij. Ne. Tako da smo se izkopali potem iz tega tako, da se je grupacija leta 2013 prodala kitajski multinacionalki, Weichai Group. In moram reči, da je bila to ta prava poteza, zato ker to niso samo, to ni bil neki investicijski fond, ampak je proizvajalec motorjev, kamionov, delovnih strojev, ima preko 50,000 zaposlenih. Tako da oni so v Evropi kupili tudi Linde Gabelstapler, pa Kone je tudi v tej grupaciji.
Pri nas so investirali takrat, se mi zdi, 350 milijonov, v Nemčiji, ko so pa kupovali Kone pa Linde, je bilo pa to nekje okoli 800 milijonov evrov. To je bila največja direktna kitajska investicija tako v nemško gospodarstvo. Ja. In tudi zdaj po vseh teh letih, zdaj minilo več kot 10 let, gledamo zelo pozitivno na to, ker se niso mešali v dizajn, v neko italijansko, pustili so te dobre ljudi, naši so še boljši ljudi, nikoli niso bili neki frontmeni, to jih ni zanimalo. In zdaj v zadnjih 2 letih je grupacija spet na borzi, mi smo dvojno kotirani, in sicer v Hongkongu, in lani smo se kotirali tudi v Milanu. Tako da je ta kitajski delež zdaj padel nekje na 38%, prej je bil blizu 80%. Tudi družina Ferrari je bila vsa ta leta, Piero Ferrari, Ja. je bil in je še delničar v naši grupaciji, sodeluje tudi dosti pri razvoju teh projektov novih, tako da je stalno v tem tehničnem odboru. Je danes res tako, da v vseh teh inovacijah, vsem tem, da se je zdaj ta trg vendarle popravil, da imamo vsako leto vendarle več ljudi, ki so bogati, ki si lahko to privoščijo, da je treba torej na dobro barko čakati? Ja. Ne Mi smo kar precej razprodani, tako da je treba za kakšne barke čakati tudi po 2-3 leta. Ja. Ja. Še eno vprašanje, rekli ste, da sin, vmes, ko ste govorili, kaj vse se zgodi, sin je tudi glasbenik, je šel po vaši poti, a bo šel tudi po tej poti, ko je govora o navtiki? Ja, je kar rekel, zdaj zadnjih 4-5 let je zelo zagrabil tudi ta del. Pri njemu se je zgodilo, da je korona, ga je čisto ustavila s tem nastopanjem in tako naprej. Jazzist je, ne? Jazzist, ja, jazz trombonist tudi on, ampak zdaj dela oziroma zaključuje svoj prvi solo album, kjer se ukvarja tudi z petjem, ko je vse skladbe je napisal in jih odpel, bo to tak bolj solovski R&B album, tako da lepo muziko piše. Kaj bomo potem videli, ne vem, očeta in sina na neki dobri jahti, ko boste imela glasbene nastop? Tudi, mi to stalno, bi rekel, mi to stalno povezujemo, dobro glasbo, dobre evente. Letos bomo to nekako zaokrožili tudi v Portorožu, to našo 30-letnico, pripravljamo tak mal večji party. Ker vabimo vse naše stranke, ki so nam v teh 30 letih zvesto sledile. Moram vprašati, ker do zdaj sem še vse goste tukaj vprašal, ki so z idejo začeli tam v 90-ih, danes 30 let kasneje so v odličnih letih, da izprežajo in da se malce sprostijo, da boste morda lahko tudi celo poletje na barki. Kako je pa s tem prenosom, ko oče preda posle sinu v vaši družini, ali pa koliko govorite o poslu sploh v družini? Rekli ste, žena rekla, tako bi moralo biti ves čas. Koliko je to del vaše vsakodnevnega pogovora in dogajanja? Ja, bom rekel, sin živi v Ljubljani, midva živiva na obali, tako da nismo ravno vsak dan skupaj. On se v firmi ukvarja pretežno z marketingom in socialnimi omrežji. Uvajamo tudi nov softverski sistem, ki se imenuje Inavis, kar taka, rekel, softverska platforma za prodajo bark, povezovanje znotraj naše firme, hitrejši pretok informacij. Tudi to implementira, tako da v tem delu se počuti kar dobro. Naredil je tudi tečaj oziroma šolanje v Angliji, online šolanje, ki traja nekje 1,5 leta, okoli tega brokeragea, ki povezuje malo vse od pogodb do pripravljanja specifikacij, preverjanja dokumentacije. Tega je kar precej vedno zdaj v našem poslu in vedno več, da se vse te stvari dobro preverijo in da je vse potem speljano, tako kot je treba, ne vem, tudi davčni vidiki, da so vsi
Tako da, bi rekel, se spozna in bil je vedno nekako tudi povezan v teh 30 letih, čeprav je, bi rekel, študiral glasbo. Jaz ga nikoli nisem silil, da pride sam, je prišel. Rekel, imam malo časa, rad bi se kaj vključil v firmi. Tako da mislim, da kar uživa in da vidi v tem tudi neko svojo prihodnost. Ja, tako upam. No. Gloka ste omenili kot prvo stranko. Koga bi lahko danes poklicali iz svojega imenika od strank, ki ste jim prodali ali pa dali v najem barko, pa bi vas z veseljem zapeljal, kjerkoli bi imel pač prevezano? Načeloma je to eno tako vprašanje, na katerega ne bi smel odgovoriti. Ne. Ob koncu sprašujem. Ja, Gloka smo pač omenili, ker je smo mu prodali prvo barko, ne. Ampak rekel, tukaj je kar nekaj zelo znanih, recimo športnikov, estradnikov, industrialcev, na koncu tudi naš predsednik Jož Pečečnik je, bi rekel, pred leti, po dosti letih, ker je bil prej pri konkurenci, tako naprej, jaz sem ga pridno spremljal in čakal, da bo morda en dan tudi prišel do nas in tudi to se je zgodilo in zdaj že kar nekaj let pluje na našem Ferretiju, na svojem drugem domu. Tako da smo zelo veseli, no, da imamo tudi v Sloveniji kupce, ampak Slovenija je vseeno majhna. Tudi se poznamo, tudi register je odprt, tako da ga lahko vsak pogleda in hitro vidi, kje ima kdo kaj in tako naprej. Ne. Ampak tako kot ste prej tudi omenil, malo je ta konotacija, ti ljudje so bogati, ta denar so si pridobili mogoče na čudne načine, ampak mislim, da danes tega ni več. Mogoče je bilo tega takrat 20 let nazaj, vseh teh transformacijah, imeli smo razne tajkune, eno drugo, čudne privatizacije, vse poznamo, kaj se vse dogajalo, ampak teh ljudi skoraj da ni več. Ne. Tako da res danes, kdor želi kupiti barko, res mora imeti vse te stvari zelo dobro urejene, se pravi izvor premoženja, banke to stalno kontrolirajo. In moram reči tudi, na koncu iz teh kriminalnih miljejev, če bi tudi rekli, mamilarskih ali karkoli, nikoli nas niso kontaktirali, nikoli nismo imeli težav s tem, da bi, ker kot ti se postaviš na eno zelo vidno mesto, ko si kupiš in daš toliko denarja na tako barko, in taki ljudje ne kupujejo. Tako da to je zelo tudi za davčne inšpektorje tako zelo lahko preverljivo. Tako da ljudje, in zelo težko je tudi spet barko prodati, zato ste prej rekel, si srečen, ko jo prodaš. To ni kar tako, da hitreje jo kupiš, kot pa prodaš. To se kar malo pol vleče in da najdeš pravega kupca, ki hoče prav tvojo barko, sploh če si jo še kaj spreminjal, pa naredil, da je najlepša na svetu, ampak najlepša je tebi, ne pa mogoče temu potencialnemu kupcu. Tako da se te stvari znajo kar zavleči in tega prodaja lahko traja potem tudi po 2 leti, recimo, preden se najde pravi kupec. Sploh, ker ponavadi lastniki tudi svojo barko cenijo malo več, pravijo, moja je lepša, pa sem jo vedno lepo vzdrževal, ne more biti samo 2 milijona, moja je 2,5, in pa se te stvari pač vlečejo, dokler trg ne pokaže prave cene in na koncu vedno trg tisti, ki zmaga. Ja, hvala lepa, da ste si vzeli čas med enim sejmom in drugim, sem vas ujel, če se ne motim. Tako, ja. In z Beograda smo jih preleteli. Ja, zdaj prihajamo tako v poletje, ko je sezona vsega skupaj. Hvala, da sem lahko v 1 uri spoznal vendarle človeka, ki se ukvarja z nečim, o čemer v Sloveniji morda premalo vemo. Sploh zato, ker ste rekli, saj smo mali trg, ampak vse to pa prodajate vsem tistim velikim
in tudi našim. Hvala lepa. Še to bi dodal, tisti, ki so naju samo poslušali, dodali bomo tudi nekaj fotografij in video posnetkov, da si bomo lažje predstavljali vso to lepoto, o kateri ste vi govorili. Čisto za konec pa, če bi imeli neomejeno sredstev in časa, se mi zdi, da je to tista ključna stvar, na kakšno barko bi vi svoj klavir pripeljali in zaigrali? Vem. Tega skoraj ne smem reči, ker če rečem zdaj, da je to Pershing, pa se bo Riva užalila. Če rečem, da je Riva, bo rekli v Ferretu, kako si lahko to izjavil. Tako da mi smo do vseh zelo enakopravni. Jaz rečem dostikrat tako, da najbolj pomembno je, da se pluje. Ljudje pridejo k meni pa rečejo, jaz pa si ne morem privoščiti vaš brand. Ne? Ni važno, da imaš ti čas in voljo in da uživaš v tem, tudi če si na drugi barki, manjši barki, večji barki, stari barki, važno, da pluješ in to je to, kar nas povezuje. Morje in plut, to je najbolj pomembno. Odličen konec, hvala lepa za vaš čas in naj bo morje čim bolj naklonjeno vsem plovbam, ki jih boste upravili. Hvala. Hvala. Toliko torej v današnji poslovni zgodbi. Veliko sva govorila, začela z glasbo, pa nadaljevala seveda potem z ladjami, plovnimi stvarmi, skratka od jahtic do čovnov. Tisti, ki se bolj spoznate, boste seveda vedeli, tudi brez da pogledate. Tisti, ki se ne, tako kot sam, bomo pa še enkrat šli skozi celoten pogovor še s tem, da bomo videli, o čem je pravzaprav današnji gost govoril. In ja, Slovenci smo morjeplovci, ne zgolj, da znamo pluti, znamo tudi prodajati dobre stvari. Hvala lepa, da ste bili z nami, vse to naslednjič.